Sonja Pungrtnik pričuje o tem, da so ovire, ki spremljajo naše življenje, lahko ustvarjalni izziv, če le ohranimo v sebi radost bivanja in voljo do napredovanja, do učenja. Kljub temu, da je od rojstva slepa, je dosegla visoko izobrazbo, se usposobila za nudenje pomoči drugim, si ustvarila družino, ob tem pa se še vedno dodatno izobražuje. Ko smo v Društvu katoliških pedagogov ustanavljali projekt prostovoljnega dela Človek za druge, smo Sonjo večkrat povabili za pomoč pri vzpostavljanju prostovoljcev. In moram reči, da jih je pritegnila s svojimi bogatimi izkušnjami, svojim strokovnim znanjem in svojim umirjenim, spoštljivim pristopom. Kljub temu, da je od rojstva slepa, dosegla visoko izobrazbo, delovala v kulturnem društvu, celo v dramskem krožku. Poleg tega je dokazala, da je sposobna zaslužiti svoj kruh. Knjige sem imela v življenju vedno rada. Že kot majhen otrok sem rada tipala po policah, kjer so bile knjige. Kasneje sem se potem odločila, da bi to svojo življenjsko oviranost, slepoto rada združila še s strokovnim znanjem in na tak način pomagala ljudem, ki jih je doletela enaka življenjska usoda. Kajti tekom svojega izobraževanja sem spoznala, da so mi pravzaprav največ nudili pedagogi, ki so tudi sami imeli podobno življenjsko izkušnjo. Zato sem se odločila za študij defektologije. Danes sem v bistvu zelo zadovoljna, da sem se odločila za ta poklic. Večkrat obiščem kakšen seminar, ki ga organizirajo in pripravim za udeležence kakšno predavanje, predvsem z področja samostojnosti, navad, slepih in slabovidnih v gospodinjstvu, težav pri komunikaciji slepih in videčih, kakšna usposabljanja za svojce slepih oseb, za starejše slepe osebe. Vodila sem tudi terapevtsko skupino za slepe, ustanovila skupino staršev slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov za samopomoč, ker sem pač videla, da so ti starši teh otrok zelo v stiski, ker v Sloveniji ni zadostne strokovne pomoči. No, v veliko veselje mi je tudi vodenje oddaj na Radiu Ognjišče, Luč v temi. Sama sem mnenja, da moramo invalidi najprej sami spregovoriti o svojih potrebah in šele potem lahko pričakujemo, da nas bo okolje razumelo. Zato tudi organiziram delavnice za videče, kjer videči na nek način spoznajo svet slepih. Občudujem njeno voljo do življenja, njeno notranjo moč in to, kako zna to svoje znanje in te svoje bogate izkušnje uspešno prenašati na druge.